Sem šel prav gledati statistiko in ugotovil, da smo v zadnjih 9 letih na testu imeli 9-krat Mazda MX-5 in v zadnjih 5 letih 5-krat model CX-5 oziroma pravzaprav v zadnjih 10 letih 10-krat Mazda CX-5. Ja, toliko časa je bila aktualna druga generacija tega modela, zdaj se pa vozim že v povsem novi tretji generaciji. In sklepam lahko, kaj bom v povprečju enkrat na leto vozil pri Mazdi od zdaj naprej. Najprej me je prešinil pomislek, zakaj ima Mazda v svoji ponudbi sploh dva enako velika in enako prostorna avtomobila. CX-5 je v primerjavi s prejšnjo generacijo namreč zrasel za dobrih 11 cm. Zdaj je dolg že skoraj 4,7 metra oziroma samo kakšnih 5 oziroma 6 cm manj kot CX-60. Ampak je odgovor precej preprost. CX-60 stoji na drugačni platformi, ki je prilagojena dolgemu 6-valjnemu turbodizelskemu motorju, pogon je tam zadaj, tukaj pa pogon ostaja spredaj, oziroma lahko je 4-kolesni in pod pokrovom je tudi enak motor kot prej. V vseh teh letih, ko smo se vozili z Mazdo CX-5, se je lepo videl napredek tekmecev in na nekaterih področjih je ta model z najboljšimi kar težko držal korak. Mogoče ne pri sami obliki, ker prejšnja generacija še vedno izgleda precej dobro, čeprav ko gledam to, se mi zdi, da je bila posodobitev kar potrebna. Zdaj izgleda veliko bolj moderno, še vedno je elegantna in še vedno je prepoznavna Mazda. Sploh sprednji del mi je v bistvu zelo všeč, ker izgleda malo bolj agresivno, hkrati je pa še vedno aristokratsko umirjen. No in tudi zadek mi je v bistvu zelo všeč. Skratka, avtomobil zdaj izgleda veliko bolj moderno, še vedno je pa najlepši ravno v tej Mazdini rdeči barvi. Me zanima, če so ta odtenek zaščitili s kakšnim patentom, ker je že toliko let njihova domena. Znotraj fajn viham nos in sem tudi fajn navdušen. Vem, je slišati nelogično, ampak Mazda se je vedno hvalila številnimi gumbi in z voznikovim kokpitom, ki je bil posvečen temu, da se za volanom človek počuti perfektno. Jimba Itai oziroma zlitje konja z jezdecem, tako nekako. Zdaj gumbov skoraj da ni in je nadomestek ta velik zaslon tukaj na sredini, ki tudi dokaj nerodno štrli iz armature ven. Vem, je ceneje sem potisniti eno tablico, kot pa oblikovati 20 gumbov. Po drugi strani so pa materiali skupaj z izdelavo še vedno vrhunski in ob tem seveda ne viham nosu. Po svojega ne viham niti nad dejstvom, da ta vmesnik poganja Google. CX-5 je v bistvu prvi Mazdin model z Googlovim vmesnikom in ta je svetlobna leta bolj intuitiven od prejšnjega, kjer so se v bistvu temu modelu najbolj poznala leta. Serijski zaslon pri vstopnih opremah je malenkost manjši, ima 12 palcev, no tale ima pa več kot 15 palcev. Se pravi, manjkajo fizična stikala, vseeno je pa tole velik napredek. In CX-5 je seveda tudi zrastel, zato je znotraj prostora veliko več, zlasti tukaj le v drugi vrsti in nekoliko večji tudi prtljažnik, ki zdaj ponuja že skoraj 600 litrov. Zastarel infotainment je bila ena stvar, kjer so se ji leta že malo poznala, vozne lastnosti pa druga. Saj je bil prejšnji prijeten in dovolj udoben, ne pa tako lahkoten, kot znajo biti tako veliki avti danes, oziroma kot je novi CX-5. Samo na hitro več bomo seveda v testu, ampak med priganjanjem okrog Barcelone oziroma po teh gričih nad Barcelono se mi zdi takoj lahkotnejši in lepše odziven, še vedno lepo blaži in še vedno je dovolj udoben, najbolj pa spremembo dejansko opazim, ko se je treba hitro prestaviti iz enega v drug zavoj, pa to naredi avtomobil bistveno manj tečno kot prej. In krmiljenje je še vedno super. Motor pa klasika, pod pokrovom je 2,5 litrski atmosferski bencinski motor, ta ima 103 kW moči oziroma 140 konjičkov. Povezan je s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ročnega skratka ni več in ta menjalnik tudi ni enak kot v modelu CX-60, tam je 8-stopenjski, ampak so verjetno pazili na končno ceno, ker mora biti CX-5 pač bolj ugoden. No, ta motor ni noro zmogljiv, je lepo prožen in prijeten, skratka ne bo za tiste, ki iščete strašno dinamiko, bo pa za ležerne voznike, ki boste raje uživali v lepem okolju in dobrem podvozju. Naslednje leto v ponudbo pride enak motor z nekaj več moči, predvidoma v roku 2 let pa pravi Mazdin hibrid. Tam bo moči seveda še več in bojda se bo imenoval Skyactiv Z. Pa bomo spet vsako leto lahko vzeli Mazdo CX-5 na test, da ne bomo prekinali tradicije.